Ker je bila v nekaterih mestih županska bitka letos res napeta, smo tudi mi na teren poslali našega posebnega poročevalca Jerneja Celca. Ugotovil je, da je prava Slovenija v malih mestih, zato je šel na Bled, kraj, kjer je štel vsak glas. Dajmo si pogledati tole. Tole je občina Bled, slovenski turistični biser. Pravijo, da na županskih volitvah vsak glas šteje, kar ni čisto res, ker Ljubljana ima na primer 230 tisoč volilnih upravičencev in če en Ljubljančan danes ni šel na volišče, to ni glih naredilo neke hude razlike. Male občine, kot je recimo Bled, tukaj pa je volivcev bistveno manj in tukaj lahko danes en glas dejansko spremeni izid celotnih županskih volitev. Zato sem se odpravil do volivk in volivcev, da jih izprašam, kaj jih je pri županskih kandidatih najbolj prepričalo. Zdaj ne smem vas vprašati, koga boste volili, ker to bi bilo kršenje volilnega molka. Ne, povedal. Lahko vas pa vprašam, na kak način ste izbrali, koga boste podprli za župana? Izga kje? Ne bom povedal, ne? Ne boste povedali, koga boste za župana volili? Ne. Zakaj pa se niste odločili za enega izmed protikandidatov? Zdi se mi, da je najboljši. Zdaj ne smem vprašati, koga boste... Prav se za vprašanje. Mi imamo samo enega župana, ne morem drugega. A ne morete drugega? Ja, seveda ne, če ni upam predlagati. Kaj? Ne. Ja, Ne, pa če jih v Mariboru jih je 18, v Kopru jih je 12. eden. Zdaj pa samo eden. In ste me v zadrego spravil. Sem začel jecljati, zdaj pa rekli, Joža je defekten na televiziji. Kako pa lahko potem on ne zmaga? Ne more. O, jaz mislim, Ja, da. če je proti kandidat, lahko. Če pa ne zmaga, a mora imeti kvoto gotov. Ne vem. Ob pregledu dokumentacije sem ugotovil, da ima gospod prav. V naši najpomembnejši turistični občini dejansko kandidira samo en človek. To pa ni edina občina, ki ima samo enega županskega kandidata. Takih občin je danes v Sloveniji 36. Se pravi, 36 ljudi se bo danes po kosilu obleklo v svoj najljubši zimski plašč, odšlo na volišče in zmagalo s tem, da obkrožijo svoje ime. Kot sem rekel, danes dejansko en glas spremeni izid županskih volitev. Torej, samo enega kandidata imate in vi ste se eno prišli voliti. Seveda. Kaj pa, če pride v primeru, da bo drug krog, a že imate izbranega kandidata? To bomo pa videli. In kaj pa, če bo drug krog, koga boste pa takrat prišli voliti? Ja, če bojo kaj predlagali, bomo prišli voliti, drugače pa ne. Najprej vprašal, a ste šli danes na volišče? Jaz sem šel že v sredo, na predčasne. Ja. Jaz sem šel danes, ja. No, če kar gospoda župana vprašam. Spustili ste se v to tekmo in glede na to, kakšna je brezposelnost v Sloveniji, zakaj ni enega protikandidata za take službe? 36 občin je brez protikandidata. Če je en za župana za to, da bo mu služba bolj, da ne gre. Zdaj, ura je sicer 5, tako da jaz tega vam ne bi smel izdati, ampak jaz sem bil na volišču in lahko vam povem, da ste zmagali za župana, tako da čestitam. Ja, vse en glas je bil dosti, ne. A je bil to vaš odločilen? To vas pa ne briga nič. Ste torej prepričani, da danes lahko en glas naredi spremembo? Ste zato tu? Ja. Evo ga, ura je skoraj 6 in do konca današnjih volitev nas loči le še dobra ura. Zdaj, poročevalčeva dolžnost je, da ostane na terenu do zaprtja volišč in spremlja cel cirkus, celo dogajanje, medtem ko se štejejo glasovi. Ampak jaz mislim, da vem, kako se bo tu končalo, tako da jaz grem domov. A ja, pa če kdo vpraša, smo pa bili do 9, ker drugače mi gospod Godler ne plača potnik, ok? Hvala, gospod Celec, za vaš prispevek. Potne stroške bo dala pa na pol. To je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!